Tokrat preverimo, ali so avtomobili že nared za spletno prodajo. Spoznamo nove Audijeve ambiciozne ekološke projekte. Pa pogledamo Toyotino navidezno resničnost. In zapeljemo legendarni Mercedes E. Z Fordom Mustangom Mach-E pa gremo na dolge proge. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes začenjamo s prav posebno novostjo, s predstavitvijo našega novega supertestnega sodelavca. Ford Mustang Mach-E je z nami za daljše časovno obdobje. In nekateri ste ga že dobro spoznali v naši rubriki Gledalci testirajo nove tehnologije. In testiranja se večinoma končajo tako, da poteka še dolga debata z vprašanji in odgovori o določenem modelu. In zato smo se tokrat odločili, da uporabniško izkušnjo podaljšamo tudi z vašimi vprašanji na naše testiranje za daljše obdobje. To, da je Mustang Mach-E z nami, nikakor ni naključje. Zima je odličen čas za preizkušanje električnih avtomobilov, še posebej, če prihajajo z standardno baterijo. No, v nadaljevanju vam povemo, kam vas pelje tale QR koda, ampak tudi zdaj ostajamo digitalni in pogledamo, kako se je razvilo oziroma kam gre prodaja avtomobilov prek interneta. We sell worldwide around 20,000 cars online every month, worldwide. So it's around, this year I think we are going to sell 300,000 cars online, which is, out of, 6 or 7 million, it starts to be very significant. Torej, 20,000 Citroenov se vsak mesec proda prek spleta, prek interneta, ampak ne v Sloveniji. V Sloveniji se avtomobili še vedno prodajajo po sistemu znamka, uvoznik, trgovec in tako bo verjetno še kar nekaj časa. Ampak pomembna beseda v tem stavku pa je avtomobil. Namreč verjetno še nekaj časa ne bomo kupovali Citroenovih avtomobilov prek interneta, se pa začenja spletna prodaja Citroenovega Amija. Torej, Ami je 100-odstotni električni Citroen, ampak ne pa Citroenov električni avtomobil. Namreč to je vozilce za šviganje po takšnih mestnih ulicah, sploh če je na njih dovoljeno voziti komaj 30 km/h. Za takšne ulice je ta avtomobil idealen. Za kakšne hitrejše ceste pravzaprav ta avtomobil sploh ni primeren, namreč gre za avtomobil, gre za vozilo, ki je registriran kot 4-kolesnik kategorije L1. To pomeni, da več kot 45 km/h sploh ne gre. Pa komu je torej sploh namenjen? Ja, recimo kakšnim dostavnim hitrim službam, recimo kurirjem, sploh če je v takšni cargo izvedbi, se pravi tovorni različici, ki ima tukaj namesto tega sovoznikovega sedeža takšen tovorni prostor. Mogoče bi bil ta avtomobil primeren tudi za kakšne dostavljalce hrane. Mogoče bi lahko potem ta dostavljalec te hrane to hrano ohranil toplo med vožnjo, kar z energijo baterij tega avtomobila. Ampak tisti glavni nakupni razlog pa se nam pokaže že po nekaj metrih vožnje po takšnem mestnem središču. Namreč, ko se vozimo po mestu, v ta avtomobil zre množica oči. Namreč, ta avtomobil je magnet za mimoidoče, prav vsak se za njim ozre. Seveda, da je ta avtomobil magnet, to pomeni, da je lahko tudi dobra poslovna priložnost. Poglejmo en primer. Zakaj? Ker to res ne paše v to zgodbo zdaj. Res ne, ampak smo v Citroen Amiju prepoznali eno tako dobro poslovno priložnost. V bistvu si z njim želimo povečati prepoznavnost našega podjetja Asmedic, ker če pogledamo njegovo edinstveno obliko, je res en tak mini pano na 4 kolesih. Reklama. Reklama, tako, prepoznavnost podjetja. Ni reševalno vozilo, tudi piše lepo, tako da spominja, njegov dizajn spominja na reševalno vozilo, ampak ravno zaradi tega smo napisali potem nisem reševalno vozilo, da ne bi ljudje nas zamešali za neko urgenco oziroma reševalno vozilo. Ampak zakaj ga potem sploh, v bistvu, kje ga dejansko uporabljate?
na raznih dogodkih, se pravi, naše podjetje se ukvarja z zdravstvenim varstvom na prireditvah in dogodkih. Se pravi, če prav razumem, vi greste s tem Amijem zdaj na en koncert, Tako. v ozadju nekje parkirate te velike reševalne vozila, Ta prave reševalne ekipe. Tako je. tega pa date nekam na prizorišče, zato da vsi vejo, da je zdaj prizorišče pod kontrolo vašo. Točno tako. Se pravi, kakšne so zdaj izkušnje, oziroma, bom tako vprašal, koliko pogledov ste že zabeležili? Vse. Od otrok do odraslih, do starejših. Tako da. Ampak sej razumem, da to ni reševalno vozilo, ampak a bi ga lahko vseeno nekako umestili v vašo dejavnost, recimo kot reševalno vozilo? Lahko. Naša ideja je, da na njega še nastavimo en avtomatski defibrilator z dostopom za zunanje strani. In vkolikor bi pač nekdo nujno potreboval to, si ga lahko vzame, če nas nekje vidi oziroma nas prepozna. Aha, se pravi, v bistvu mobilni avtomatski defibrilator. Če bomo nekoga rešili s tem, super. Ja, jaz sem za. Ampak če se vrnem k spletni prodaji, no, ta avtomobil zdaj res lahko kupimo prek spleta in predlagam, da kupimo enega. Se pravi, grem na spletno stran Ami Store, ok, se pravi, gremo naprej, se pravi, zdaj tudi avto je to, se pravi, zdaj jaz si ga lahko naročim domov na moj naslov, super, 200 € pride, ali ga pa vzamem pri trgovcu, ampak ne, seveda, če ga kupujem prek interneta, ga dobim domov, ok, spremenim, ok, 22. lahko ga dobim, ok, in seveda, ok, lahko zdaj, se pravi, strošek dostave, znesek za preplačilo, ok, in oddam naročilo. Torej, tukaj ne oddamo našega avtomobila v košarico, kjer izberemo, recimo, koliko komadov bomo vzeli, enega, dva ali pa tri, čeprav pri takem majhnem avtomobilu bi bilo to celo skoraj da smiselno. Tukaj preprosto zdaj oddamo naše naročilo in potem ta avtomobil preprosto enostavno plačamo kot ponovadi prek spletne banke po predračunu. Mimogrede, mogoče pa velja ta avtomobil kar najeti, recimo za eno poletje preko recimo hišnega ponudnika rentakarja Free to Move, ki ga ponuja koncern Stellantis. Ampak še vedno, tukaj se pa spet moramo vprašati, ali si avtomobil sploh želimo kupovati prek interneta. Zame velja, da imam veliko raje tisti človeški stik, verjamem pa, da nisem merilo in da prihaja v bistvu čas, ko bo spletna prodaja avtomobilov tudi v Sloveniji postala realnost. In kaj bo v tem primeru najpomembnejše? If you want to buy it online, well, you know that you will pay the same price as if you go to the dealer. Because today, people who buy a car online, maybe they say, okay, but if I go to the dealer, maybe I can negotiate a better price, another discount or whatever. Here, it's all super transparent. You buy online or you buy at dealer, it's the same price. Razred E je eden najpomembnejših modelov Mercedesa. Ta avtomobil namreč poskuša čim več najnaprednejše tehnologije, ki jo za začetek demonstrira paradni konj razred S, ponuditi v obliki, ki je namenjena naprimer širšemu krogu poslovnih uporabnikov, pa tudi družinski rabi. Torej v prestižni, a ne več super prestižni obliki. A tudi razred E, ki je sinonim za avtomobilsko klasiko in preverjeno izbiro, je dokaz, da se danes kupuje avtomobile tudi z očmi in ušesi. Prav poslušanje glasbe je v novem razredu E svojevrstno doživetje. In to po zaslugi zvočnega sistema, ki nudi resnično široke možnosti in raznovrstne nastavitve. In za nameček lahko svojo najljubšo skladbo ne le poslušamo, ampak jo tudi čutimo. Prednja sedeža v razredu E sta namreč opremljena s posebnim ojačevalnikom zvoka, ki v ritmu basov oziroma glasbenih poudarkov dodatno vibrira v hrbtu.
Ta funkcija se imenuje zvok 4D in je vsekakor zelo zanimiv in zabaven dodatek v ponudbi tega avtomobila. S poudarkom na zanimiv, nikakor pa ne nujen dodatek, tako kot to velja tudi za 3D prikaz na zaslonu pred voznikom, pa nadzor nad čistočo zraka, pa ionizator in parfum, ki vse skozi odišavlja potniško kabino, pa digitalno nastavljanje usmerjenosti zračnikov, izjemno prijetno masažo z vročimi kamni, ter ne nazadnje številne detajle in nič kaj zadržano oblikovanje v potniški kabini na čelu z izjemno močno ambientalno osvetlitvijo. Ampak zdaj pa poglejmo še, kakšen je korak naprej na področju tiste, o čem bolj skrite tehnike. Tiste tehnike, za preizkus katere moramo sesti za krmilo. Vožnja v novem razredu E je povsem na strani udobja in lahkotnosti. In ta informacija je pravzaprav povsem dovolj, da razložimo, komu bo ta avto vozniško ustrezal. Če je razred E opremljen s sistemom krmiljenja zadnje osi, je že sam obračalni krog izjemno majhen in nasplošno bo manevriranje, tudi po zaslugi odličnih kamer, s tem avtomobilom izjemno preprosto. Izjemno udobne vozne lastnosti ima predvsem razred E z nastavljivim zračnim vzmetenjem, ki tudi v tisti športni nastavitvi še vedno izjemno pobira luknje in cestne neravnine, a to ni davek, da avtomobila, kot radi rečemo, v ovinkih ne bi dobro čutili. Krmiljenje je namreč nadpovprečno natančno, pa tudi elektronika kljub zadnjemu pogonu dopušča dovolj svobode na stopalki za plin in ne paničari za vsako figo. Elektroniko omenjamo predvsem zato, ker gre v našem primeru za različico E300e, torej za priključno hibridno različico, ki po zaslugi elektromotorja s 95 kW moči in njegovega instantnega navora kar dobro butne, ko pospešujemo iz zavojev. Pa tudi karakter dvolitrskega turbobencinskega štirivaljnika s 150 kW moči je razmeroma dinamičen. Vseh 230 kW pogonske moči se na kolesi prenaša prek 9-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki je ukrojen za popolnoma udobno in umirjeno vožnjo, zato se s precej neodzivnim ročnim prestavljanjem z obvolanskima ročicama niti ni smiselno preveč ubadati. Bolj smiselna bo uporaba obvolanskih ročic, ko nastavljamo in spreminjamo nastavitve jakosti samodejne rekuperacije. Predvsem zanimiva je samodejna nastavitev, kjer sistem za prilagajanje rekuperacije uporablja podatke, ki jih pridobiva iz navigacijskega sistema, pa tudi podatkov radarja. Tako rekuperacija samodejno poveča jakost, ko se na primer približujemo zavoju, križišču ali pa dohitimo pred nami vozeč avtomobil. Asistenčni sistemi so resnično eden najmočnejših adutov tega avtomobila. In na čelo bi mi postavili odlične projekcijske žaromete, ki brezhibno zaznavajo ne le udeležence v prometu, pač pa zasenčijo tudi prometne znake in ostale table, ki nas pri močni osvetlitvi lahko zaslepijo. Žarometi na cesto rišejo tudi različne opozorilne simbole, lahko pa poskrbijo tudi za pravi svetlobni šov ob začetku in koncu vožnje. Ford Mustang Mach-E je eden tistih avtomobilov, ki pritegne pozornost tako na cesti, kot tudi na spletu. In to ne samo z obliko, ampak številnimi detajli in posebnostmi, ki so zelo hvaležna vsebina za različne digitalne objave in platforme. Digitalne platforme res omogočajo veliko. In naprimer pri Toyoti so se odločili uporabiti navidezno resničnost za to, da kupcu še približajo te detajle in vsebine svojih novih vozil. In če to vsebino povežemo z vsebino prejšnjega prispevka, ki je govoril o tem, da je prihodnost spletne prodaje avtomobilov zagotovo svetla, potem lahko ugotovimo, da bo prodajalec avtomobilov verjetno v prihodnosti deficitaren poklic. Prenovili ste salone, dodali ste lepo pohištvo, lepo osvetlitev, ampak verjetno ni poanta v tem, ne? Ja, to je tisto, kar ljudje ali pa stranke najprej opazijo. Gre predvsem za nov proces v prodaji. Potrebe in zahteve stranke so take, da si veliko stvari ogledaš že doma preko
digitalnih platform, potem ko pride v salon, si lahko tukaj nadaljuje s tem svojim procesom. Kakšen konkreten primer tega? Ja, če vstopa kar do prvega ekrana, ne, vsi ekrani zdaj so touchscreen, se pravi na dotik, v preteklosti niso bili, hvala lepa. Tukaj je nabor nekaterih možnosti ali pa produktov, ki jih ta trenutek ali ponujamo oziroma želimo, da stranke o njih zvejo več, recimo Kinto program, to je nova mobilnost, konfigurator, rabljena vozila in tako naprej. Ne? Jaz vse to si lahko, vse te vaše zadeve, ki jih ponujate, jih jaz lahko doma pogledam na vaši spletni strani. Drži. Najbolj vesel bi bil, če bi to v realnosti tudi tako izgledalo, ampak ko je stranka enkrat v salonu, ne, in čaka recimo na popravilo, servis, karkoli, ne, ima čas, lahko si seveda vzame svoj laptop, ga priključi na našo interno mrežo, lahko pa tudi gre malo po salonu in ker so pač ekrani na dotik, si lahko sama prebere tisto, kar jo zanima, ali pa tisto, kar mi želimo, da se stranka prebere. Recimo onkraj meja verjetno stranka doma namerno nikoli ne bi se usedla za računalnik pa prebrala, kaj pod onkraj meja pravzaprav ponujemo. Ne? Najbolj zanimivo je pa lih to, kad dejansko si sestaviš avtomobil tukaj, še predtem greš po salonu pogledati. Ja, seveda, stranka ima tukaj čas, ne, in si reče, ok, dajmo pogledati, kako si lahko sestavim ali skonfiguriram vozilo enako kot na spletu. Se pravi, izbere model, izbere motor, izbere barvo, takoj vidi, kakšna je cena in potem lahko skupaj s prodajalcem v salonu pogleda ta isti model. Če tega vozila v salonu ni, imamo pa oplemeniteno resničnost. To je pa dodana vrednost tega novega retail koncepta. Aha, oplemenitena resničnost, kako pa to gre? Avto je zdaj postavljen tja, gor gledava ga na zaslonu. Kaj je zdaj v bistvu lahko tukaj vidva? Zdaj vidva avtomobil tak, kot je, se vidva karoserijo v globino, lahko pa zdaj noter postavim recimo motor, klasičen pogon za benzinskim motorjem, kjer vidimo benzinski motor, zavore, kardansko, osovino in pa potem zadnji pogon. V tem primeru vam predstavljam klasičen pogon. Če pogledamo recimo plug-in različico, pa vidva baterijo, ki je nameščena na dnu vozila in pa potem zadnji del štirikolesnega pogona, spredaj bencinski motor in pa tudi kaže se lepo, kako teče energija, ne? Iz baterije v baterijo, pač odvisno, kako vozimo. Ne? In to nam pomaga, da potem strankam enostavno predstavimo delovanje hibridne tehnologije. Sem gor pa lahko dava recimo tudi kakšen strešni prtljažnik? Tudi lahko, oziroma lahko gremo recimo tudi v prtljažni prostor, pa demonstriramo prostornino prtljažnega prostora. Če ga odprem, lahko recimo za lažjo predstavo pogledamo, kako izgledajo golf palce. Če jih postavimo v prtljažni prostor, lahko dava vrečke iz trgovine skupaj z vozičkom za otroke ali pa potovalne kovčke. Spletni mediji že dolgo poznajo recept za dvig obiska na njihovih spletnih straneh. Šokantni, kričeči naslovi so inkubator klikov. In v svetu avtomobilskih digitalnih medijev ni prav nič drugače. Velja pa biti pri takem branju seveda pozoren. Saj se bralcu rado zgodi, da se že po nekaj sekundah branja ulovi v isto zanko in da bere nekaj, kar naslov sploh ni obetal. Zgodbe velikih pokopališč električnih avtomobilov na Kitajskem, ki že nekaj mesecev polnijo internetne strani, pa so nekoliko drugačne. Informacije o dogajanjem na avtomobilskem kitajskem trgu, ki presežejo kitajski zid in pridejo k nam neposredno, še bistveno pogosteje pa preko ameriškega filtra, pa zahtevajo posebno pozornost. Avtomobilski posel je en pomembnejših ekonomskih ciljev kitajske vlade. In seveda je ta balon zdaj prenapihnen. Zato pa njihov propagandni stroj zdaj dela s polnimi obrati. In na tak način, kot se je naučil, da delujejo taki stroji v Ameriki in v Evropi. Tudi tukaj so kopirali, zakaj pa ne? In posnetki pokopališč električnih avtomobilov so res fascinantni, ampak v resnici nič kaj dosti drugačni kot posnetki pokopališč koles, električnih koles, skirojev, električnih skirojev in še kaj bi se našlo. Prepogosto namreč pozabljamo, da so kitajski kupci presedlali neposredno iz koles na električne avtomobile, kar se ni zgodilo samo po sebi ali po naključju. Kitajska vlada ima zelo rada vsaj 10-letne plane. In začeli so na začetku z vozniškim opismenjevanjem.
Tega so se pa lotili prek aplikacij za deljeno mobilnost. Električni avto si vzel tukaj in ga vrnil nekje drugje. Na stotine zagonskih podjetij je dobilo na tone denarja. Eni so se učili voziti električne avtomobile, drugi so se učili delati aplikacije za deljeno mobilnost, tretji so se učili delati električne avtomobile. In ti električni avtomobili zdaj res ležijo po travnikih. Ne pomeni pa to konec električnih avtomobilov, kot kričijo mnogi internetni naslovi. Ta električna trupla bodo kmalu oživela. Saj veste, kaj bodo Kitajci naredili. Najboljše tovarne za razgradnjo električnih avtomobilov. In tako se lahko zgodi, da ko bomo mi imeli šele prvi odpad električnih avtomobilov, bodo imeli oni že dobro utečen posel. Morda celo na mokriščih, ampak tukaj jih prehiteva Audi. The peatlands they have stored over centuries a huge amount of carbon. When it started centuries ago, to be able to have a conventional agriculture, you had to first of all remove the water out of this area, because otherwise you could not grow, for example, potatoes. And due to the lowering of the water level, the peatland dries, and the stored carbon emissions and other greenhouse gases, they are emitted. And this is the big challenge that we're having. We have to stop the drainage and the decomposition of the peatland and increase the water level again. Audi na ta problem opozarja, ker se pravzaprav odvija na njihovem dvorišču. Le nekaj 10 km stran od Ingolstadta je staro bavarsko močvirje. Pri nas, recimo na Ljubljanskem barju, ta problem vendarle ni tako zelo pereč, ker se pravzaprav v naših krajinskih parkih niti ne sme prav veliko početi. In seveda jaz dodajam osebno, da je prav tako. Ampak si pa lahko za zgled vzamemo bavarski način reševanje problemov. You have mentioned that you have to decide whether you want to use the peatland or protect it. Doesn't always protecting the peatlands win? The first and most important step is always to take the people into account that use this land and they live by the fruits that are grown there. I mean, it would be easier, obviously, to say, okay, we take the whole area out of any usage for agriculture or anything else. We just increase the water level and stop any usage. But then you have the challenge that you have a very high socio-economical pressure from the landowners, because they are used to grow their agriculture since generations. So the idea was not just to have rewetting of the peatland and do nothing with the area anymore, but to investigate different measures how you can combine the needs of the landowner with environmental protection and peatland restoration. For example, you can switch to wet agriculture or wet livestock on the field, but it's a different kind of agriculture. Maybe it's in the first step not as profitable, for example, than you do conventional agriculture. Audijeva okoljska fundacija seveda pušča sledi vse posod po svetu, ne samo na Bavarskem, pa v Berlinu, pa v Bangkoku. Našla je pot tudi sem v Slovenijo. In predlagam, da se odpeljemo v Prlekijo, do Blagoškega jezera. Tam so namreč nastale prav posebne okoljske torbice. Audi je že več kot 20 let aktiven sponzor FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju. In od leta 2016 naprej se je nam celostna podoba znamke kar nekajkrat zamenjala, tako da so se nam od leta 2016 naprej nakopičili te tako imenovani PVC transparenti, s katerimi smo prisotni, in to je del nekdanjega transparenta. Kakih 10 metrov dolgih oglaševalskih rekvizitov je torej namesto na smetišče romalo v arhitekturno impozanten atelje Marija Hercoga, čevljarja, ki izdeluje za vsakega posebej zarisane in natančno po nogah ukrojene unikatne čevlje za stranke po vsem svetu. Pred leti je njegove čevlje podarjal Audi svojim kupcem najdražjih modelov v Rusiji, sodelovanje pa se zdaj nadaljuje v obliki luksuznih torb iz Audijevih smeti. In v čem se čuti luksuz?
Če pogledamo od blizu, ni niti enega odprtega roba. Vsak rob je pospravljen v nekaj, celo tale tukaj, kjer ga ni. In vsak detajl, čeprav je čevelj še daleč od dokončnega izdelka, je posvečen eni bodoči uporabi, kjer ne bo prišlo do trganj, kjer ne bo prišlo do cvetenja, tako imenovanega šivov ali robov. Če pa pogledamo še srce čevlja, torej Goodyear šivan čevlj, tako imenovan ali okvirno šivan po slovensko, ki predstavlja najbolj zahtevno stopnjo izdelave čevljev nasploh. Nemci pravijo temu Königsdisziplina. In torej ta kraljevska disciplina je ta, ki odlikuje tudi naše čevlje. In prav to zdrži Desetletja. desetletja. Tako, desetletja. Del tega, kar mi razumemo zdaj tu kot luksus, je tudi ta unikatnost. Niti dve torbi nista enaki in tudi bojne rane, da jih tako imenujem, so pri vsaki torbi svoje, so drugačne, ampak so del te identitete. Je Audi spet spremenil kakšno celostno grafično podobo? Boste letos spet imeli odpadne transparente? Ne, mi smo pravzaprav porabili čisto vse transparente, ki niso več aktualni. Tako da že od začetka je ideja celotne zgodbe taka, da mi ne zaključimo samo s prodajo ali pa navduševanjem naših kupcev z enim takim izdelkom, ampak želimo v bistvu s prispevki od te prodaje podpreti nek nov trajnostni projekt. In ta trajnostni projekt je projekt zavoda Your Sea v Piranskem zalivu, katerega poslanstvo je ohranjanje in krepitev biodiverzitete mikroorganizmov v Piranskem zalivu, se pravi v Slovenskem morju. No, imamo naslednjo zgodbo. V naslednjih mesecih bodite pozorni na cesti ne samo zaradi zimskih razmer, ampak tudi zaradi našega supertestnega avtomobila. Tale QR koda je zelo preprosta. Vklopite fotoaparat, pritisnete na QR kodo in pelje vas do spletne strani avtomobilnosti, kjer lahko postavite vprašanje in se potegujete za lepe nagrade. Mach-E je namreč dobil ime Mustang, to legendarno avtomobilsko ime, zato, da zasede premijski nišni avtomobilski razred. Tako kot ga je pred 60 leti pravi prvi Mustang. Visoka tehnologija, unikatne uporabniške rešitve in vozniška izkušnja so zagotovo stvari, ki jih bomo dodobro razdelali na našem supertestu in tudi s pomočjo vaših vprašanj. Ampak, prosim, ne skenirajte med vožnjo. Varnost je na prvem mestu, še vedno lahko naše vsebine najdete na rtvslo.si /avtomobilnost na naši YouTube strani in pa socialnih omrežjih. Se vidimo naslednji teden. Srečno!